Marija Marolt za dom plačuje dobrih 29 evrov osnovne oskrbe na dan. Po novem bo to slabih 23 evrov nastanitve in prehrane. Njeni izračuni kažejo, da bo po novem kljub plačevanju nove dajatve nekaj denarja za dom prihranila. Pa še, to je danes stanje, čez čas bi bilo pa sigurno še bistveno višje, je to zdaj bolj ugodno. V domu starejših Bokalce, kjer stanuje, namreč že ves mesec zbirajo soglasja. Jaz moram reči, da so se tako stanovalci kot svojci zelo dobro odzvali, hitro odzvali. Konkretno v našem domu imamo več kot 70% soglasij vseh stanovalcev podpisanih. Tisti, ki se birokracije še niso lotili, pa bodo morali torej prvič podpisati soglasje za prevedbo in drugič podpisati osebni načrt z izvajalcem oziroma z domom. Tisti, ki ne morejo podati soglasja, bodo podpisali osebni načrt in se jih bo tretiralo kot začasno prevedene. V domovih pa ob tem opozarjajo, Da resnično potrebujemo hiter odziv strani centrov za socialno delo in pa tudi čimprejšnjo pripravo poenostavitve tega obrazca za osebni načrt. Zato, da bodo res stanovalci prevedeni s 1.12. v dolgotrajno oskrbo. Sklenitev osebnih načrtov bo namreč velik zalogaj za zaposlene, pravi direktorica, zato nujno potrebujejo tudi prilagoditev programske opreme.